Zdaj gremo pa na našo obletnico. To bo zelo sladko. Sladko zato, ker je veliko lepih besed izrečenih. Bilo že na andragoškem kolokviju, Nataša ga je omenila kot naš osrednji dogodek za praznovanje te obletnice. Potem smo pa kar primaknili k delu videa, ki smo ga pripravili za tisti dogodek, še to, kar se je na kolokviju samem dogajalo. Pa si poglejmo, trajalo bo 10 minut. Zakaj oziroma za koga smo tukaj? Tukaj smo za vse odrasle prebivalke in prebivalce Slovenije s posebno skrbjo za ranljive skupine. Vendar tu smo tudi za izobraževalce odraslih, svetovalce, organizatorje izobraževanja in druge strokovnjake na področju izobraževanja odraslih in obljubljamo, da bomo tu za vas tudi v bodoče. Zakaj smo skupaj? Ker nas družijo enake vrednote. Na jesenskem delovnem srečanju smo ugotovili, da so vsem skupne odgovornost, kakovostni odnosi, ustvarjalnost, strokovnost in znanje, empatija in iskrenost. Zaposleni delamo srčno, z mislijo, da pomagamo ljudem živeti boljše življenje in da ne bomo nikoli odnehali misliti na vse skupine odraslih. Andragoški center mora, ne glede na to, kdo ga financira, avtonomno odločati o svojem programu. Ne sme dovoliti, da njegov program prioritetno določa financiranje, s katerim se prvenstveno zadovoljuje potrebe dveh ministrstev, Ministrstva za izobraževanje in za delo. To vodi Andragoški center v preveliko odvisnost od političnih odločevalcev na ministrstvih in onemogoča izvirno skrb sodelavcev Andragoškega centra za razvoj andragoške stroke in teorije. Treba je upoštevati, da na področju izobraževanja odraslih in andragogike ni drugih raziskovalnih ustanov in je Andragoški center Slovenije edina takšna ustanova v Sloveniji, kar specifično določa njegov pomen in skrb za razvoj stroke. Torsten Husen, Šved, znan direktor Andragoškega inštituta v Štokholmu, je v svojih delih večkrat poudaril: odrasel je odličen učenec, ampak slab šolar. Absolutno ne pride v poštev. In vsi poskusi države, da se izobraževanje odraslih, ker ko gre zadeva na desno, se poskuša najprej napasti na izobraževanje odraslih, ki je najbolj socialno šibko. Mi nismo sistem, ki deluje 300 let, veste. Najbolj šibko, tudi zato, ker je najbolj razpršeno, ker je najbolj individualizirano, ker se mora odzivati na lokalni razvoj, na državni razvoj, na osebni razvoj. A veste, mi v šoli ne gledamo, kaj bo s tem otrokom, mi določimo, kaj se mora naučiti, da bo lahko živel v tej službi. Tu se pa vpraša on, kaj moramo narediti, da ga razvijemo. Razvoj je vedno individualna zadeva. Se veste, da danes recimo, če malo preskočim s primerom, vse stoprnice uspevajo. Danes. Drago jih plačujemo, vse coprnice, ki ti obetajo osebnostni razvoj. To se laže, to se prodaja tako kot razne diete. Vsi skrbimo za telo, ker ne vemo, kaj bi dali v glavo. Pot v družbo blagostanja vodi skozi družbo znanja. In zato, da bomo vsi prišli v to družbo blagostanja, vsekakor potrebujemo razvijati najbolj pomembno kompetenco, to je učenje učenja. Odrasli v prihodnosti potrebujejo znanje na področju zelenega preboja, digitalizacije in robotizacije. In Andragoški center naj se usmeri v ta področja. Vsem sodelavcem NACS čestitam za 30 let uspešnega delovanja. Želim si, da bi v prihodnje še bolj povezala vse nas, ki delujemo na področju izobraževanja odraslih in skrbela za naš razvoj. Želim si tudi, da bi prispevala k še večji prepoznavnosti področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Kakovostni razvoj svetovalne dejavnosti vnaprej in seveda razvoj novih programov, ki bodo bolj fleksibilni, bolj prilagojeni trenutnim potrebam in razmeram glede časa in vsebine, tako za zaposlene kot tudi za vse ostale. Nihče ne ve, kaj nam prinaša prihodnost in kakšne bodo veščine tega stoletja, zagotovo pa je pomembno eno. Andragoški center bo nas Ljudske univerze moral dejansko izobraziti, da bomo ne le v koraku s časom, temveč pred njim.
Slediti rdeči niti, razvijanje teorije, umeščanje rezultatov v prakso, različne razvojne dokumente na nacionalni in lokalni ravni in kot podlago v procesih odločanja. ACS si mora zagotoviti kakovostne kadre in strokovno avtonomijo, ki jo je imel ob rojstvu. Čestitke, dragi kolegi, ponosno gledajte rezultate svojega dela doma in tujini. Da se seznanimo z različnimi načini in metodami poučevanja na daljavo, z digitalnimi tehnikami, podajanjem znanja in veščin, tako da spodbudimo zavzetost in motiviranost pri odraslih udeležencih pri izvajanju usposabljanja na daljavo. Kakšen naj bi bil ACS v bodoče? Ostanite takšni, kot ste, ker zadovoljujete vse potrebe družbe, predvsem ste pa odličen suport nam, izobraževalcem. Prihodnost ACS-a se bo kazala predvsem v prehodu na digitalno, zeleno ekonomijo, tudi v povezavi z robotizacijo in pa avtomatizacijo delovnih procesov. Dodatna znanja, kompetence, usposobljenost delavk in delavcev bo tukaj še kako pomembna, zlasti z namenom ohranitve delovnih mest. Odvisno od prihodnosti. Vsekakor v prihodnosti se bomo ukvarjali z digitalizacijo, ampak ne z digitalizacijo v današnjem smislu, pač pa z digitalizacijo, ki bo postala kultura našega življenja na vseh področjih. Pomembna je razvojna naravnanost Andragoškega centra Slovenije glede na spremembe v družbi. Uvajanje novosti ter dobrih praks na področju skrbi za kakovost izobraževanja odraslih. Velik skupni dosežek pa bi bil sistemska rešitev vloge svetovalcev za kakovost. Glede na to, da se nam obeta, da se bo ime ministrstva spremenilo v Ministrstvo za vzgojo in šolstvo, meni pomeni sprememba imena tudi lahko spremembo politike. Zato mislim, da Andragoški center mora ostati takšen, kot je bil ustanovljen, se pravi inštitucija za raziskovanje, razvoj in izobraževanje odrasle populacije. Ljudske univerze v Andragoškem centru Slovenije še naprej vidimo zastopnika naših interesov. Pri tem si verjetno vsaj izvajalci iz manjših krajev in iz obrobnih regij želimo, da bi bili bolj videni, bolj zastopani naši interesi in pri tem mogoče bolj upoštevane naše potrebe. Ta bo v prihodnje še bolj pomembna, svetlobna hitrost narekuje učenje na vsakem koraku. Andragoški center lahko s sodelovanjem z različnimi akterji, z najnovejšimi pristopi in metodami uspešno sledi domačim in evropskim ciljem področja. Učenje naj tako postane postulat dobrobiti prebivalk in prebivalcev Slovenije vseh starosti in statusov. Za prihodnost pa se mi zdi, da je ta institucija sploh pomembna, ker prebivalstvo se objektivno stara in kako je pomembno, da imamo možnost se izobraževati do konca življenja. V mislih imam center, središče, stičišče, kamor lahko prihajamo zajemati strokovna znanja, kjer lahko črpamo razvojne izzive in kjer seveda ne sme manjkati raziskovalnega duha in ustvarjalnosti, ki izobraževanju odraslih da krila. Iskrene čestitke vsem zaposlenim v Andragoškem centru Slovenije ob jubileju, z veliko željo, da še naprej obstane in ostane, kar ni bilo vedno samo po sebi umevno. V prihodnje si želimo, da bi ta srčna ekipa na ACS-ju nadaljevala s svojim delom. Eno je znanje, ki ga posredujejo, drugo pa je srčnost, ki dostopa do naših src in ki nas opolnomoči, da zmoremo to, kar želimo. Vloga Andragoškega centra je še kako pomembna, saj se potrebe in želje ljudi nenehno spreminjajo. Center naj še naprej prispeva k dobremu in kakovostnemu razvoju raznih programov, seveda v skladu s potrebami udeležencev. Hkrati pa naj še naprej nudi podporo vsem, ki delamo v izobraževanju odraslih. Od ACS-a v prihodnosti pričakujem, da nam razvija in da nam pomaga živeti v hitro spreminjajoči se tehnološki družbi in da nam pomaga, da pridemo s pravimi programi do pravih ljudi, tako imenovane ranljive ciljne skupine. Andragoški center Slovenije je svetilnik za skoraj 500 000 prebivalcev Slovenije in priseljencev na leto. Za vse tiste, ki si želijo legalno spremeniti svoje življenje. Svetilničarji so običajno samotarji. Mi imamo pa družinski posel, veste. Zaposleni na ACS smo skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev, mrežo izvajalskih organizacij in združenj ena velika svetilničarska družina. Včasih je z lučmi toliko dela, da si želimo družino razširiti,
Včasih postane komu izmed nas pretesen in si želimo večjega prostora, ali pa potrebujemo zaradi temne teme več luči. Kljub vsemu pa ves čas skrbimo, da nobena ladja ne nasede in upamo, da bomo lahko še naprej vedno številčnejši floti ladij in čolničev razsvetljevali pot. Tako, nekaj dodati, razen mogoče to, da je Darjan nesrečen, ker je moral mešati res lepe posnetke, kot ste videli, tiste v sredini, in prisrčna hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali, ki ste dali svoje izjave, in potem seveda posnetke z andragoškega kolokvija, ki niso tako zelo kakovostni, ampak idejo, vse to, kar je bilo lepega, to smo dojeli in mislim, da bomo s tem zaokrožili naše praznovanje, vsaj tukaj, tako kot se Bojan prej ni mogel od žarometov posloviti, tako se mi nekako ne moremo od te 30-letnice, ampak ne skrbite, mi zagnano stopamo naprej, ne gledamo samo nazaj. Hvala lepa še enkrat vsem.